Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, lepo pozdravljeni na Tednu možganov 2021. Dogodek bova z vami odprli Nastja Tomat in Kristina Kole, vodji organizacijske skupine Tedna možganov, ter profesorica doktorica Mara Brezjanac, predsednica Sinapse Slovenskega društva za nevroznanost. Letošnje leto je precej drugačno od prejšnjih in enako velja za Teden možganov. Namesto, da bi sedeli v čudovitem atriju ZRC ali na fakulteti za matematiko in fiziko, smo vsak na svojem koncu pred zaslonom. Verjetno se spomnite, da smo prejšnje leto Teden možganov zaradi epidemije tik pred otvoritvijo odpovedali. Organizacijska skupina pa letos vseeno ni počivala. Ker epidemiološka slika še ne dovoljuje organizacije takšnih dogodkov v živo, smo Teden možganov preselili na splet. Pesnik John Donne je zapisal, da noben človek ni otrok, popolnoma sam zase. Vsak človek je kos celine, del kopnega. Ideja letošnjega Tedna možganov je pokazati, kako zelo res je to. Rdeča nit letošnjega tedna so torej odnosi. Tema, ki je vedno aktualna, v teh časih pa morda še bolj. Letos z nami sodeluje 49 strokovnjakov, ki predavajo, komentirajo filme, sodelujejo na okrogli mizi ali vodijo delavnice. Odnose bomo osvetlili iz različnih vidikov, od biokemije, medicine, filozofije, psihologije, sociologije in še bi lahko naštevali. Spraševali se bomo o odnosu do samega sebe, do drugih in do družbe. Z vsemi dogodki želimo pokazati, kako čudovit in zapleten organ so naši možgani, kako se odnosi porajajo iz njih in kako jih ti oblikujejo nazaj. Kako letos vse skupaj poteka? Vse dni sočasno potekajo dogodki na dveh različnih kanalih. Do obeh dostopate prek spletne strani www.tedenmozganov.si ali prek YouTube kanala Sinapse. Med vikendom ste si imeli priložnost ogledati 4 filme, komentarje pa boste lahko poslušali v prihajajočem tednu. Nekatera predavanja in komentarji bodo dostopni za kasnejši ogled na YouTube kanalu Sinapse. Tudi delavnice za otroke in odrasle letos potekajo prek spleta. Vsi dogodki so brezplačni, prijaviti pa se je potrebno samo na delavnice. Celoten program in vsa navodila za ogled so dostopna na spletni strani www.tedenmozganov.si. Če pa ta trenutek ne morete dostopati do spletne strani, vas vabimo, da do povezav za predavanje in ostale dogodke dostopate neposredno prek YouTube kanala Sinapse. Naprej nas boste lahko spremljali tudi po Tednu možganov, saj bomo organizirali različne izobraževalne dogodke. Skupaj s študentsko sekcijo Društva za kognitivno znanost bomo še naprej organizirali nevroznanstvene seminarje. V sodelovanju z Narodno galerijo dogodke na temo nevroznanosti in umetnosti, v sodelovanju z RTV pa dogodke v okviru projekta BR, ki osvetljuje različne poglede na vpliv glasbe in zvoka na človeka. Vse aktualne informacije o dogodkih bodo objavljene na naši spletni strani. Spletna stran ima tudi poseben razdelek Aktualno, v katerem bomo periodično objavljali krajše poljudno-znanstvene prispevke, ki se navezujejo na letošnjo temo Tedna možganov, ter kratke intervjuje z našimi letošnjimi predavatelji. Tu boste lahko našli tudi poučne vsebine, kakor je na primer družabna igra Možganski dvoboj, ki je primerna tako za mladostnike kot odrasle. Če pa ste učitelj, ki želi na zabaven način svojim učencem predstaviti, kaj so nevroni in kako delujejo, lahko v tem razdelku najdete navodila za delavnico s prav to tematiko. Na tej točki bi se še posebej želela zahvaliti najini celotni organizacijski skupini, brez katere ne bi mogli pripraviti tako izčrpnega in bogatega programa. Naša skupina je letos še večja, saj smo zaradi prenosa dogodkov v celoti na splet lahko bolj tesno sodelovali organizacijske skupine iz Ljubljane, Maribora, Kopra in Novega mesta. Zahvaljujeva pa se tudi Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS, Federaciji evropskih nevroznanstvenih združenj FENS, Fundaciji Dana, sponzorjem Metalka Media, Roche,
Adria Lab ter donatorjem in organizacijam, ki so omogočili izvedbo tedna možganov 2021. Posebna zahvala gre tudi našemu oblikovalcu Klemnu Trupaju, ki je oblikoval letošnjo grafično podobo in promocijski video, ter Studio Žitko, s pomočjo katerega smo zgradili novo spletno stran tedna možganov. Največja zahvala pa gre seveda vsem predavateljem, komentatorjem filmov in izvajalcem delavnic, ki so si vzeli čas in se odzvali na naše povabilo za sodelovanje. Toliko z najine strani. Sedaj pa besedo predajam naši predsednici Sinapse, profesorici doktorici Mariji Brezjanec. Najlepša hvala za priložnost za spregovoriti par besed. Jaz bi v svojem osebnem imenu in v imenu upravnega odbora Sinapse rada izrekla toplo zahvalo organizacijski ekipi Tedna možganov, ki je neutrudno delala in vzpostavila vse potrebne pogoje za realizacijo letošnjega tedna možganov, vsem sodelujočim predavateljem, vsem podpornikom in pa predvsem vsem obiskovalcem, brez katerih pravzaprav naš osnovni cilj doseganja javnosti z lastnim navdušenjem za možgane in njihovo raziskovanje pravzaprav ne bi padlo na plodna tla. Morda bi k temu, kar je bilo že povedanega v zvezi z programom letošnjega tedna možganov, dodala samo še en zorni kot, ki se navezuje na sredino obeležitev nacionalnega dneva možganov. V kontekstu teme letošnjega tedna možganov, ki so torej odnosi, je ena izmed možnih tem, ko se koncentriramo na odnose, tudi kakšen je naš odnos do zdravja lastnih možganov, koliko vemo o tem in koliko si pravzaprav iz dneva v dan po najboljših močeh prizadevamo poiskati informacije o tem, kaj lahko storimo za vseživljenjsko skrb za zdravje lastnih možganov in to potem tudi uresničujemo v praksi. Naj bo celoten teden možganov priložnost, da se miselno potopimo v lepote dobro in včasih tudi ne najbolje delujočih možganov, v vseh njihovih že znanih in še neznanih razsežnostih in naj bo sreda priložnost, ko se bomo morda še prav posebej skoncentrirali na vprašanje, kaj lahko pravzaprav vsak izmed nas stori za zdravje lastnih možganov. Hvala vsem in kapo dol za še en čudovit program tedna možganov ekipi.